Kateri so bili ti ključni koraki v zadnjih 20 letih, ki so pripeljali do te dobre komunikacije Mladinske knjige z javnostmi? Meni se danes, ko gledam nazaj, zdi najpomembnejši začetek. Torej, kako se je sploh ta služba pozicionirala. Pa danes se veliko sliši, češ da je važno, da je PR na vrhu. Ampak mi moramo vedeti, zakaj. To se pravi, tudi jaz, ko sem prišla, mi je bilo zelo jasno, kako mora biti pozicionirana naša dejavnost. Seveda neposredno pod najvišjim vodstvom, ampak to iz enega samega razloga, zaradi tega, da s tem zagotavljamo neposreden, neizkrivljen vir informacij. Ker PR-ovc ne more komunicirati oziroma naprej sporočati nekih izkrivljenih informacij, ki jih nekdo že potvori ali po svoje interpretira in tako dalje. Zato je ta pozicija neposredno pod vodstvom zelo pomembna. In to je bil tudi moj pogoj, da pridem v podjetje, da želim imeti neposreden dostop do informacij. To se pravi, neposredno želim biti udeležena na srečanjih, sestankih, kolegijih glavnih direktorjev, kjer bom slišala neposredno in si sama ustvarila mnenje o nekem poslovnem procesu, o nekih informacijah, o nekih dogajanjih v podjetjih, kjer bom tudi sodelovala, bila kritična, imela tudi neke konstruktivne pripombe in na nek način posredno tudi pripomogla k nekemu soodločanju. Včasih je težko prikazati, ker mogoče nismo toliko eksaktni kot mogoče neka prodaja ali pa marketing, ampak vendarle imamo tudi mi neka orodja, s katerimi lahko merimo našo učinkovitost. Ja, zdaj eno od orodij recimo je merjenje publicitete, ampak to je za navzven. Navznoter? Navznoter je pa zadovoljstvo zaposlenih, zagotovo mi k temu pripomoremo. Se izboljšuje, napreduje? Upamo, da se. Zdaj eno spet merjenje klime, ker bi lahko rekli, da je tudi naš prispevek, če je ugodna klima. Zaenkrat rezultati kažejo, da je dokaj ugodna, ampak naši viri, ko mi delamo nek svoj posnetek stanja, pa vendarle vidimo, da so še vedno luknje, nerazumevanja, da se pojavljajo govorice, sicer je tudi v drugih podjetjih tako, ampak to so stvari... Priložnosti za izboljšavo. Točno to. Na podlagi tega pač potem imamo mi še veliko možnosti za svoj razvoj in delo. Mladinska knjiga je zelo veliko vložila v razvoj odnosov z javnostmi, kar se vidi navzven, v pozicioniranju, v prepoznavnosti. Kako se to pozna navznoter? Na kakšen način sledite tej zgodbi tudi med zaposlenimi in seveda v načinu vodenja in upravljanja? Kaj konkretno delate na tem področju? Ja, zelo se seveda trudimo na različnih elementih upravljanja s človeškimi viri. Eno od konkretnih področij je, ki je bilo, lahko rečem, tudi akutno pomanjkanje tako nekega sistematičnega ustvarjanja naslednikov, sistematičnega vzgajanja zaposlenih, ki jih potem tudi plasiramo na bolj odgovorna delovna mesta, tako v Sloveniji, kot tudi na naših novih trgih po jugovzhodni Evropi. In to zahteva seveda sistematično delo, vzgojo, šolanje, interno, eksterno in druge oblike mentorstva, da seveda imamo dovolj velik potencial naslednikov za naša različna delovna mesta. Kako pa to sledite z vsebino izobraževanja? Kaj se je tu spremenilo? Na kakšen način izobražujete svoje ljudi in jih usposabljate? Sistematično se tega konkretno tako lotimo, da skozi letne pogovore, ki jih imamo enkrat na leto na začetku leta, zaposleni skupaj s svojim nadrejenim uskladijo svoje cilje seveda za prihodnje leto in kje vidijo seveda svoje šibkosti, če temu tako rečem, in kje bi potrebovali neka dodatna izobraževanja. Tako da na eni strani zaposleni predlaga na podlagi, imamo nek katalog znanj, ki smo ga pripravili, zelo obširen, širok, da ali iz tega kataloga znanj sam zaposleni predlaga ali pa nekaj tretjega in se to uskladi potem z nadrejenim. Ali je znanje vrednota v Mladinski knjigi? Ste to že uspeli razviti? Sigurno je znanje ključ in zelo pomembna vrednota.
Želimo ustvariti neko kulturo, miselnost, da se vsi neprenehno stremimo k rasti, k gradnji svojega znanja in da se nenehno, praktično se vsi celo življenje učimo. Kaj za Mladinsko knjigo pomeni inovativnost? Inovativnost seveda želimo spodbujati pri vsakem posamezniku. To je nek miselni preskok, ki ga je potrebno, mislim, da v vsakem podjetju narediti, da vsak posameznik si želi sprememb in vsakodnevno razmišlja pri svojem delu, ki lahko kaj izboljšam. Ključna konkurenčna prednost, na kateri pa mi gradimo in jo tudi vidimo, da smo tu zelo močni, je pa trženjski del. Se pravi, seveda je knjigo težko narediti, ni enostaven ta proces lepo izoblikovati in jo v končni fazi izdelati, stiskati, vendar knjigo prodati pri vsej tej poplavi drugih medijev, interneta, vseh drugih oblik zabave, razvedrila, izobraževanja, je seveda vedno težje in težje knjigo približati vsakemu bralcu. In tukaj inovativni pristopi skozi različne prodajne poti, nove prodajne poti, knjigo približati ljudem je ključ naše inovativnosti. Kako na vašo strategijo razvoja vplivajo nove tehnologije? Delno se uveljavljajo tudi elektronske oblike knjig in knjige, vendar lahko še vedno z gotovostjo trdimo, da ljudje bomo še vedno želeli držati fizični produkt v roki in čutiti knjigo, dihati z njo, ko jo prebiramo, in se zaenkrat ne bojimo nevarnosti, da bi recimo elektronski mediji popolnoma izpodrinili klasično obliko literature. Tako da tudi zaenkrat tržni deleži in trendi ne kažejo, ne v Sloveniji, ne v tujini, na kakšno izrazitejšo izrinjanje z vidika teh novih tehnologij. Mlade generacije seveda so tista kategorija, ki manj bere, žal, če gledamo mladostnike, predvsem, ki jih je treba seveda spodbuditi, da ohranijo to bralno navado. Mladinska knjiga je pri svojem razvoju naredila precej velik preskok ravno v trženju. Kako bi ocenili in primerjali trženje nekoč in danes? Mladinska knjiga založba je dejansko neke vrste edinstvena ne samo v Sloveniji, tako rekoč v evropskem ali celo v svetovnem pogledu, predvsem z vidika razvejenosti prodajnih poti, ki jih je v svoji zgodovini razvila. Mislim, da neka specifika, ki odlikuje, je ravno razvoj neposrednih prodajnih poti, to je recimo prodaje po pošti, telefonske prodaje, preko prodaje od vrat do vrat oziroma osebne prodaje. Skratka, res pester nabor prodajnih poti, ki smo jih razvijali, da smo lahko skozi čas čim bolj zadovoljili potrebe naših strank. Kako je na te prodajne poti vplivala nova tehnologija? Zdaj, zagotovo je na razvoj, preko tega so vplivali morda predvsem zunanji dejavniki, med njimi tudi razvoj informacijske tehnologije. Zdaj, ena izmed informacij, ki sem zasledil in zagotovo je vplivala tudi pri nas, je, da je recimo leta 1995 povprečni, mislim, da je bila to evropska raziskava, uporabnik na dan slišal 3000 informacij. 2005 je uporabnik na dan slišal približno 30 000 informacij in seveda ta sprememba je posledično tudi vplivala na obnašanje potrošnikov, na njihove potrebe in seveda tudi kako mi dostopamo do naših strank. Hkrati seveda je drugi dejavnik razvoj informacijske tehnologije. Za nek kakovosten odnos s strankami je seveda informacijska podpora zmeraj bolj pomembna in to je tudi ena izmed velikih sprememb, recimo če vzamemo 20 let nazaj ali danes. Kako pa to vpliva na vašo ponudbo, konkretno na vaše produkte? Ali se tudi tu kažejo vplivi novih pristopov? Seveda, ko smo razvijali in nove prodajne poti, smo seveda prilagodili tudi prodajni program, ki seveda mora biti prilagojen za stranke, ki dostopamo preko teh prodajnih poti. Danes pa nekako program oblikujemo predvsem iz dveh zornih kotov. Prvič vidimo, da je naša vloga tisto svetovalna, izobraževalna, skratka, da smo mi tisti, ki moramo slovenskemu trgu dati tisto, kar nekako se tudi razvija navsezadnje v tujini.
in po drugi strani seveda tudi prisluhniti potrebam našim uporabnikom in seveda tudi iz tega vidika nekako poiskati in zagotoviti program, ki bo, bi rekel, zadovoljeval potrebe.